In kakšni so vaši cilji v tem projektu? Osebni ali projektni? Projektni. Projektni na vsak način, da naredimo nabor ukrepov, predloge ukrepov, ki bodo uresničljivi v Sloveniji in bodo vsem starejšim prinesli večjo kvaliteto in več blagostanja, kar pomeni pravzaprav tudi vsem generacijam, ker smo vsi povezani med sabo. Kar se tiče pa osebno, pa zagotovo jaz odhajam v 10 letih v penzijo, nekaj je treba narediti, ne? A lahko še enkrat poveste, kateri so te konkretni dosežki v tem projektu tukaj v Sloveniji? Konkretni dosežki, poglejte, projekt sem že prej nekako povedala, da govorimo o tem, da želimo povezati deležnike med sabo, to je en velik cilj. Ja. Drug cilj je povečati osveščenost v splošni javnosti in v drugih javnostih, da je ta tematika res pomembna za nas in da moramo nekaj narediti. Tretji del je pa pripraviti podlago za na 3 velikih področjih: podaljšano zaposlovanje, odloženo upokojevanje, potem dolgotrajna oskrba in pa ta aktivno in zdravo staranje z aktivno in zdravo starost, preventivo padcev, s predupokojitvenimi seminarji oziroma nekimi aktivnostmi. In za nas je največji uspeh, da smo uspeli res povezati in nekako spodbuditi eno veliko število deležnikov k temu, da razmišljajo z nami o tem, kakšne rešitve bi bile za nas dobre. Druga stvar, da smo uspeli kar nekako dvigati počasi zavedanje o tem, tudi z aktivnostmi tega projekta. Ok, so tudi druge, seveda ne pripisujem vsega samo našemu projektu. Tretje pa je, da smo uspeli pripraviti analitska poročila v enem letu, se pravi, smo uspeli analizirati stanje in kar se mi zdi posebej dragoceno je to, da smo analizirali skupaj z deležniki, da nismo delali sami, teoretično za mizami, ampak da smo se pogovarjali z ljudmi in da smo ravno zaradi tega, kar smo slišali, tudi spreminjali naše priprave analitskih poročila. In tudi danes si želimo čim več zavedati od ljudi.